Lep pozdrav še z moje strani. Med letoma 1966 in 1992 je v Graški Novi galeriji nastala ena največjih tujih zbirk jugoslovanskega slikarstva. Zbirka, ki obsega več kot 80 del jugoslovanskih umetnikov, je nastajala kot vzporeden produkt mednarodnih slikarskih tednov na Štajerskem, Internationale Malerwochen in der Steiermark. To je enomesečne slikarske kolonije, ki jo je galerija organizirala enkrat letno v omenjenem obdobju. Program je bil zasnovan za mlade umetnike iz Avstrije, Italije in Jugoslavije, treh držav, ki so tvorile jedro mednarodnega sodelovanja v Gradcu vse do razpada Jugoslavije. Mednarodni slikarski tedni so tako do vključno leta 1991 gostili približno 60 Italijanov, 80 Jugoslovanov in 100 Avstrijcev. Ta nacionalna zamitev sodelujočih držav pa je nazoren odraz tako imenovane trigonske ideje, ki se je v graški kulturni sceni razvila v 60. letih 20. stoletja. Njen glavni zagovornik je bil Hans Koren, univerzitetni profesor etnologije, kulturni referent štajerske deželne vlade in posneje tudi predsednik deželnega parlamenta OVP. Korenova vizija trigona je temeljila na ideji kontinuitete držav nekdanje notranje Avstrije, ki je med 14. in 17. stoletjem vključevala ozemlja Štajerske, Koroške, Istra, Trsta, Furlanije in Benečije, njena prestolnica pa je bil Gradec. Skupne korenine avstrijskega, italijanskega in tedaj jugoslovanskega dela nekdanjega Habsburškega cesarstva so bile tako vzete kot temelj, ki bi omogočil intelektualno in kulturno srečanje med deželnimi z različnimi političnimi mejami. Programska ideja se je razglašala za nadvse sodobno, internacionalno in miroljubno, obenem pa je s kontekstualiziranjem umetniškega razvoja treh držav v skupni kulturni regiji v resnici potrjevala kulturno kontinuiteto notranje Avstrije. Plemeniti ideali kulturne izmenjave, gradnje mostov in mednarodnega sodelovanja so v obliki trigonske ideje svoj dom našli v deželi z nerazrešeno zapuščino nacističnega režima, funkcionarji katerega so v Novi Avstriji še vedno zasedali najvišje državne položaje. Na tej točki je treba omeniti, da je tudi Hans Koren v svoji karieri večkrat izrazil simpatijo do nekdanjih, to je eufemizem za nekdanje privržence nacizma. Zdi se, da sta pomanjkanje odločnega preloma s temno preteklostjo in nekritična spravljivost ideologije njenih privržencev s temno Zdi se, da sta pomanjkanje odločnega preloma s temno preteklostjo in ta nekritična spravljivost ideologije privržencev te preteklosti s progresivno kulturno politiko v resnici simptomatična za povojno družbo v Avstriji vse do 80. let. Zavezanost novemu in sodobnemu je namreč omogočala jasen prelom s preteklostjo in nadaljnjo sprenevedanje nad še vedno prisotno ekstremistično ideologijo v državi. Skratka, s tem v mislih, trigonska ideja se je prvič manifestirala leta 1963, ko je Hans Koren ustanovil prvi tridržavni bienale Trigon. Ta je bil organiziran kot razstava sodobnih umetnikov z območja Trigona, torej Avstrije, Jugoslavije in Italije. Pri izboru in organizaciji so sodelovali tudi kulturni predstavniki in strokovnjaki iz sodelujočih držav. Prvo leto je bil za Italijo to Umbro Apollonio iz Benetk, za Jugoslavijo pa Oto Bihalj Merin. Trigon je bil od samega začetka zamišljen kot implicitno politično-kulturna manifestacija. Na otvoritveni slovesnosti se je poudarjalo nekdanjo skupno življenjsko usodo treh sosednjih pokrajin in simbol sodobnega trikotnika, ki naj namesto nekdanjih trenj in vojen v duhu plemenitega humanizma konfrontira najnovejša likovna prizadevanja. Osnovno težnjo po kulturno-političnem poudarku te prve razstave potrjuje tudi dejstvo, da je bil prvi Trigon organiziran pod administrativnim okriljem štajerske deželne vlade. Leta 1967 pa je vajeti kuratorskega vodenja prevzel Wilfried Skrajner, ki se je odločil za radikalen odmik od prvotnega koncepta. Umetnostni zgodovinar, ki je bil leto prej imenovan za direktorja Neue Galerie, je Trigonu zagotovil strokovni zagon, potreben za nadaljnji razvoj. Trigone je po novem organizirala Neue Galerie, oblikovani pa so bili okoli osrednje razstavne teme, ki so obravnavale aktualne vprašanja sodobne umetnosti. Leta 1967, na primer, je bila izbrana tema ambient, ki naj bi veljala za enega glavnih interesov takratne avantgarde. Razstava je tudi požela val ogorčenja, predvsem iz graške strani,
prav zaradi njene v bistvu zelo avantgardne narave. Pod Skrajnerjevim vodstvom se je širil tako krog kuratorjev kot krog predstavljenih držav. V letih, ki so sledila, so kot kuratorji jugoslovanskega prostora sodelovali Zoran Kržišnik, Katarina Ambrozič, Vjenčeslav Richter, Stane Bernik, Vera Horvat Pintarič, Miodrag Viprotič in drugi. Krog predstavljenih držav se je z leti razširil na Madžarsko, pozneje tudi na Nemčijo, Francijo, Veliko Britanijo, Španijo in Češko. Skrajner je organiziral Trigonski bienale vse do svoje upokojitve leta 1992, po tej pa je bil Trigon organiziral samo še dvakrat. Zdaj, če se vrnemo nazaj v čas nastanka samega bienala, 3 leta po njegovi ustanovitvi, se pravi leta 1966, se je Hans Koren odločil za razširitev trigonskega programa. Želel si je ustvariti kulturno platformo, ki bi služila izmenjavi izkušenj mladih umetnikov iz sosednjih držav, skrbela za njihovo promocijo in z razstavami v Neue Galeriji delovala kot ofenzivna zaveza sodobni umetnosti. Naloga je bila zaupana direktorju Neue Galeriji, Wilfredu Skrajnerju, ki je v svoji navezanosti na slikarski medij ustvaril mednarodne slikarske tedne na Štajerskem. Organizatorica slikarskih tednov Neue Galeriji je skladno s trigonsko idejo k sodelovanju vabila umetnike iz Italije, Jugoslavije in Avstrije, od leta 1973 naprej tudi umetnike z Madžarske. Galerija je v poletnih tednih, načeloma v avgustu in septembru, povabila nekaj umetnikov iz vsake iz sodelujočih držav na bivanje v okolici Gradca. Sodelujoči so bili izbrani na predlog izbranega kuratorja, ki je sodeloval neposredno s Skrajnerjem. Za Italijo so bili to priznani teoretiki kot Umbro Apollonio, Gillo Dorfles, Achille Bonito Olivo, med jugoslovanskimi kulturnimi referenti pa so bili Aleksandar Basin, Katarina Ambrozič in Zoran Kržišnik. Najverjetneje tudi drugi, vendar se njihova imena v literaturi ne pojavljajo. Slikarski tedni so bili organizirani po zgledu umetniških kolonij in so v nasprotju z bolj interdisciplinarnim trigonom ostali zavezani slikarskemu mediju. Za bivanje so bili izbrani idilični kraji na podeželju, grad Rechof pri Libnicu, kmetijska šola pri Gleisdorfu, cisterjanski samostan v Rajnu in pa hiša Jozefa Kramerja v Andricu. Umetnikom so bili zagotovljeni dobri pogoji za sodelovanje in za delo, izplačani so jim bili tudi materialni stroški. Vsi slikarski tedni so se zaključili z razstavo v Neue Galeriji, ob kateri je izšel tudi katalog razstavljenih del. Razstava je nato potovala po sodelujočih državah. V Ljubljani je bila prvič razstavljena leta 1967 v Mestni galeriji, od leta 1968 do leta 1972 v Moderni galeriji, leta 1982 je bil zabeležen prenos v Cankarjev dom. Serija, ki jo je financirala štajerska deželna vlada, je potekala vsako leto do Skrajnerjeve upokojitve. Med leti 1966 do 1992 se je tako zvrstilo 27 mednarodnih slikarskih tednov na Štajerskem, na katerem je, kot rečeno, sodelovalo več kot 80 umetnikov iz bivše Jugoslavije. Za nek občutek, pregled vseh umetnikov, ki so sodelovali na kolonijah, obarvani so seveda Jugoslovani, še druga polovica. Je pa tako, da moramo razširitev galerijskega programa, ki je sledila vzpostavitvi trigona, seveda v vseh pogledih razumeti kot nadgradnjo oziroma neko logično nadaljevanje trigonske ideje. Medtem ko se je o mednarodnih slikarskih tednih pisalo predvsem kot učinkoviti platformi za spodbujanje medkulturne izmenjave med mladimi umetniki, pa seveda lahko v programu poleg vse zdaj že znane ideološke podstati trigona prepoznamo tudi načrtno zbiralno strategijo Neue Galeriji. Slikarski tedni so imeli namreč ključno vlogo pri širjenju galerijske umetniške zbirke. Vsaj eno delo vsakega sodelujočega umetnika je v zameno za rezidenco na koloniji postalo last galerije. Izbor je opravil Skrajner sam. Že leta 1976 je bila ob 10. obletnici slikarskih tednov v Kunstlerhausu v Gradcu organizirana velika retrospektiva, na kateri je bilo predstavljenih 116 slik, vsaka za enega od udeležencev. Do leta 1992 se je zbirka povečala na več kot 300 del. To zbiralno politiko je komentirala tudi Krista Steinle, nekdanja direktorica Neue Galeriji, ki pravi, da to izraža pragmatično kulturno-politično strategijo bolj ali manj učinkovitega modela kontinuiranega zbiranja, ki naj bi nadomestil povsem nezadosten proračun za nabavo. Kljub po eni strani pragmatičnim, po drugi očitno ideološkim motivacijam, ki so gnale mednarodne slikarske tedne, pa se zdi, da so imeli vsaj umetniki iz bivše Jugoslavije s kolonijo
pretežno pozitivno izkušnjo. V tem pogledu je zelo zgovorno že samo dejstvo, da se je v manj kot 30 letih dogodka udeležilo več kot 80 slikarjev, več kot katerihkoli drugih tujih udeležencev. Za občutek tukaj na prvem grafu v bistvu vidimo reprezentiranost narodov, seveda največ domačih Avstrijcev, takoj za njimi imamo pa Jugoslovane, ki kar prednjačijo. Znotraj jugoslovanske države pa v bistvu vidimo nek poskus enakomernega prikazovanja Slovenske, Hrvaške in Srbske republike. Slovenska in Hrvaška spet malo prednjačita, kar je povsem smiselno glede na območje notranje Avstrije, ki naj bi ga Trigon pokrival. So pa na tednih sodelovali še 6 Makedoncev in pa zgolj 2 Bošnjaka. Prvi 4-tedenski slikarski simpozij umetnikov iz 3 dežel, kot je bil dogodek imenovan v sočasnih medijih, je bil organiziran v dvorcu Rechof. Ta stalni sedež ljudsko-prosvetnega doma je septembra 1966 postal domovanje 2 Italijanov, 2 Jugoslovanov in 7 Avstrijcev. Začetno nesorazmerje pri narodnosti sodelujočih umetnikov se je v naslednjih letih uravnalo. V času kolonije je bil zagotovljen dober kontakt z občinstvom, prirejali so razne pogovore, obiske, umetniki naj bi imeli celo določene ure, ko so morali biti na razpolago publiki. Za občutek, v bistvu, kako je to izgledalo, res se je stalno poudarjalo tudi znotraj programa in vseh govorov, to povezovanje med umetniki, njihovo druženje in omogočanje nekega stičišča 3 različnih narodov. Je pa o koloniji aktivno poročalo tudi lokalno graško časopisje. Vsako leto so bili v Neue Zeit in Kleine Zeitung predstavljeni udeleženci kolonije in njihova produkcija. Zdaj, svojo osebno izkušnjo so z menoj delili Jana Vizjak, Boris Zaplatil, Franc Novinc in Boris Jesih, ki so se v različnih letih udeležili mednarodnih slikarskih tednov. Vsi se spominjajo, da je bila kolonija organizirala na visokem nivoju in da je umetnikom nudila zelo ugodne pogoje. Interes za sodelovanje je bil tudi po spominjah Aleksandra Basina velik, v veliki meri zaradi dostopnosti materialov. Franc Novinc, ki je sodeloval na 6 mednarodnih slikarskih tednih leta 1971 na povabilo Basina, se svoje izkušnje spominja v izredno pozitivni luči. V najnem pogovoru je večkrat poudaril, kako odlična je bila organizacija, kako so bili res vsi prijazni, kako idealni pogoji so bili omogočeni. Vsak udeleženec je dobil svoj atelje, veliko dvorano v Retzhofu, po želji so jim dostavljali barve, redno so bili organizirani tudi prevozi v Gradec. Peljali so jih po galerijah, enkrat, to je povedal zelo ponosno, celo na polet z balonom. Ponedeljki so bili dela prosti dnevi, nedelje pa rezervirane za uradniške obiske. Novinec se svojega časa na koloniji spominja kot izjemno produktivnega in plodnega. Poleg tega, da je veliko naslikal, je, vsaj takoj sam pravi, prvič spoznal tudi mednarodne načine razstavljanja, ki so mu tudi v nadaljnji karieri močno pomagali. Zanimivi so predvsem njegovi spomini s Krajnerja, zanj ima še danes ogromno spoštovanja, pravi, da jih je direktor vsak dan obiskoval, pregledoval njihova dela in da je poznal vse njihove slike ter res obvladal situacijo. Tukaj sta 2 sliki, ki jih danes hrani arhiv Neue Galerie. Tole Krajina je v bistvu delo, ki ga je Novinc pustil v galeriji v zameno za njegovo rezidenco. Zraven pa vidimo v bistvu še eno razglednico, ki jo isto leto poslal čisto po svoji želji s Krajnerju in je danes v depoju. Z letom 1972 je prišlo do premika slikarskih tednov, ki so bili naslednjih nekaj let v kmetijski strokovni šoli pri Gleisdorfu. Boris Jesih, ki se je kolonije udeležil leta 1977, je tako približno mesec dni preživel tam. Pravi, da je šlo za tipično slikarsko kolonijo, sicer na malo višjem nivoju, največ pa so mi v bistvu v spominu ostali turnirji v ping-pongu. Boris Zaplatil je sodeloval na 20 mednarodnih slikarskih tednih, ki so bili organizirani v bivših prostorih samostana Rajn. Čas, ki ga je preživel na koloniji, je bil tudi zanj produktiven. Leto kasneje je celo sodeloval pri razstavi Junge Kunst aus Jugoslawien, ki je bila v okviru Štajerske jeseni odprta v Neue Galerie. Na njej je bilo predstavljena produkcija 33 mladih umetnikov iz Jugoslavije, 12 izmed katerih se je udeležilo tudi mednarodnih slikarskih tednov. Tako da res lahko vidimo, da je v bistvu sodelovanje na koloniji odprlo tudi nadaljnja vrata za sodelovanje z Gradcem in predvsem z Neue Galerie, seveda tistim umetnikom, ki so ustrezali s Krajnerjevemu izboru. Jano Vizjak sta na 21. slikarske tedne povabila Zoran Kržišnik in Maruša Stupica.
Tudi v njenem času so slikarski tedni potekali v prostorih samostana Rajn, del katerega je imela v najemu Graška fakulteta za arhitekturo in ga je v poletnem času oddajala v najem za kolonijo. Vizjakova se spominja, da je Skrajner udeležence med kolonijo večkrat prišel pozdraviti, sicer pa je bil za vse ostalo v povezavi z delom in bivanjem dežuren dr. Werner Fenc, proti koncu tudi dr. Krišta Steinl, oba bodoča direktorja Nove galerije. Po njenih besedah so bili omogočeni idealni delovni in življenjski pogoji, svoje sodelovanje na tednih pa je označila kot čas zelo srečnega ustvarjalnega obdobja. Kljub omejenemu številu udeležencev, s katerimi sem govorila, se zdi, da je bila kolonija res ugodna priložnost za umetnike iz bivše Jugoslavije. Predvsem v njenih začetkih, ko je bila Jugoslavija bolj zaprta in ko je bilo priložnosti za mednarodne udejstvovanje mogoče manj, je res lahko nudila neke dragocene izkušnje udeležencem. Vendar pa je očitno, da ta dela danes v Gradcu niso tako zelo zaželena. Krista Steinl, ki je v katalogu razstave o italijanskem sodelovanju z galerijo komentirala produkcijo mednarodnih slikarskih tednov, pravi, citiram, ker so večino del ustvarili mladi uveljajoči se umetniki, ima zbirka Nove galerije, ki jo sestavljajo delo iz Mallerohna, le omejeno muzejsko kakovost. V večini primerov so Italijani izjema, kar priča o izposobljenosti in daljnovidnosti njihovih kuratorjev. Pilotski program Nove galerije pa moramo vendar razumeti tudi kot del širše kulturne strategije v Gradcu. Trilateralni bienale Trigon in mednarodni slikarski tedni na Štajerskem so bili namreč že leta 1968 vključeni v program festivala Štajerska jesen. To je celotni splet jesenskih kulturno-umetnostnih prireditev v Gradcu in na avstrijskem Štajerskem. Mednarodni festival sodobne umetnosti, ki še vedno poteka vsako leto, je leta 1968 ustanovil Hans Koren. Pri ustanovitvi so sodelovale še najpomembnejše štajerske kulturne ustanove, med njimi seveda tudi Nove galerije z Wilfriedom Skrajnerjem. Usmeritev festivala Štajerska jesen je v prvih letih določala trigonska ideja. Obenem pa lahko v tem novem kulturnem programu prepoznamo tudi zavestno željo po vrnitvi k avantgardam in po promociji pluralizma v umetnosti. Težnjo po zavračanju ustaljenih praks in raziskovanju širokega spektra inovativnih in nekonvencionalnih izrazov je prepoznal tudi Stane Bernik, ki je v slikarskih tednih zapisal, citiram, seveda pa Mallerohne ni neka konceptualno natančna programirana prireditev, na njej se srečujemo z deli, ki malo ne odsevajo vse aktualne smeri sodobnega likovnega izraza. Ob tem pa je Bernik ohranil kritičen odnos do fetišiziranja avantgardnega izraza. V istem članku namreč zapiše, da je vprašljivo prirediteljevo prenapenjanje tistih avtorjev, katerih dela s hipnimi kriteriji likovnega vrednotenja odsevajo morda nekoliko več avantgardnega pridiha. Ko govorimo o ključnih motivacijah, ki so gnale uvedbo novega kulturnega programa v Gradcu, pa ne moremo mimo vse prisotne želje po večji prepoznavnosti. V predstavitvi in posredovanju aktualnega sodobnega dogajanja je našlo provincialno mesto idealno priložnost, da se uveljavi med kulturnimi metropolami. Eden izmed ključnih motivov, ki so vsaj v svojem začetku napajali trigonsko idejo in s tem ves njen spremljevalni program, tudi Štajerske mednarodne tedne, je bila torej želja po postavitvi Gradca v vlogi kulturnega središča. Ključno vlogo pri oblikovanju te nove kulturne politike je prevzel Hans Koren, med pomembnimi akterji pa je bil tudi Skrajner. Umetniški program Gradca je v resnici odražal kulturno-politično vizijo vplivnih posameznikov, ki so poskušali dvigniti status svojega mesta in uveljaviti svoje institucije na mednarodnem nivoju. Pri natančnem preučevanju pripovedi graške kulturne politike prejšnjih desetletij postane očitno, da je slikarska zbirka jugoslovanskih umetnikov v Nove galeriji plod prepletajočih se interesov štajerske deželne vlade, graške kulturne srednje in jugoslovanske želje po dostopu do mednarodnega prostora. Jasno prepoznavanje širokega nabora teh interesov nam lahko osvetli skrito politično preračunavanje in oportunizem, ki sta nujno prisotna na vsakem stičišču tako ideološko, nacionalno in politično raznolikih enot, kot so Jugoslavija, Italija in Avstrija. Najlepša hvala.